ChatGPT bo popolnoma spremenil to, kar se dela v šoli. To, da lahko z njim rešujemo teste, da lahko z njim rešujemo maturitetne naloge, da lahko z njim rešujemo švignilce, delamo švignilce, vse to že vemo. Astra AI je perfekt orodje. Ampak tudi učitelji in učiteljice bi se morali prilagoditi in uporabljati tole orodje. Poglejmo, kaj sem jaz naredil v 1 minuti. Tukaj, poznate tega, a približno poznate tega, sem naredil Franceta Prešerna 2.0. ChatGPT, ki ga v 5 minutah nastaviš v to, da se pogovarja, tu sem to napisal, si France Prešeren, slovenski poet, in s tabo se bodo pogovarjali slovenski srednješolci. In zdaj se on pretvarja, da je Francel. Poudarja vse, kar je pomembno za Slovenijo in slovensko šolstvo, spodbuja jih, da te berejo in naprej spoznavajo književnost in slovnico. To lahko naredi učitelj, učiteljica za praktično katerokoli snov, tematiko, poglavje, karkoli bi želela, da učenci vadijo, in potem jim enostavno da dostop in učenci ga lahko sprašujejo, kaj te je navdahnilo za Zdravljico. Tole je sicer malo predolg odgovor, zagotovo bi lahko zrihtali, da bi odgovoril, bi mu rekli, odgovarjaj krajše, pa odgovarjaj bolj zabavno. Zdaj ga sprašujejo, zakaj si vedno imel v žepu fige? In seveda lahko mu rečemo, odgovarjaj v obliki kratkih pesmi. Kratkih pesmi. In zdaj, ko se vam nastavi, če ga zdaj vprašam, katero tvoje delo bi moral prebrati najprej, in je napisal sonet o sonetnem vencu. V sonetnem vencu skrita je moč, ljubezen, hrepenenje, domovina. V njem misel cveti kot pomladni cvet, začuti ta krog, tvoja bo resnina. Ok, ni glih France Prešeren, ampak vseeno. Na takšen način lahko dijaki ali pa učenci, učenke interaktivno spoznavajo neko snov in poleg tega uporabljajo tudi napredne tehnologije, ki si jih res želijo uporabljati. Ti pa povej, kako tvoji učitelji uporabljajo ali pa ne uporabljajo ChatGPT.